Dravska vila je končno prispela na cilj v Maribor. So bile na poti kakšne težave? Ne, ni bilo nobenih težav, vse je bilo po načrtu. Kako to, da ste izbrali pot preko Madžarske? Ker hrvaške avtoceste niso prevozne za tak tovor, zaradi cestninskih postaj, na Madžarskem pa ni nobenih cestninskih postaj in je to bila najbolj enostavna pot. Pot je trajala kako dolgo? Vse skupaj smo vozili 2 dni po Srbiji, v eni noči smo pa prispeli z srbsko-madžarske meje do Lenarta, kjer smo počakali na današnje jutro. Slišali smo, da je bil na ladjici ves čas človek, ki je preverjal višino mostov. Verjetno se je prepeljal z njo več, kot se bo kdorkoli kdaj na njej. Ja, mislim, da bo tudi to. Nekaj mostov je kar nizkih, zato smo imeli človeka, da je kontroliral, da ne bi prišlo do kakšne poškodbe. Je šlo z Srbije pripeljati tudi kakšno njihovo domačo specialiteto v ladjici ali so to vestno pregledali? Je že tako pretežka. Ladjica je tukaj, sledi še sklepno dejanje, dvig v vodo. Pričakujete tu kakšne težave oziroma v smislu tega visokega vodostaja hitre Drave? Ja, to zna povzročati malo težav, samo ladja ima dovolj močne motorje, ki jih bomo zagnali, preden bomo ladjo spustili, tako da bo sama sebe gnala proti toku, da je ne odnese. Ladjica, Dravska vila, zaključno dejanje, samo vodo še mora. Kaj po vašem mnenju to pomeni za mestno občino Maribor? To pomeni tako kot vlakec, eno popestritev v turizmu več v Mariboru, neko dogajanje na reki Dravi. Kulturna prestolnica bo imela večino vsebine ob reki Dravi, voda, življenje, čista energija. Za mene osebno pa to pomeni, da ena obljuba je spet izpolnjena, ki je bila dana v Mariboru in od azila, gondole do ladjice, do vlakca, drugo leto do lutkovnega gledališča, brezplačnega interneta, še bi lahko našteval in sem vesel, da je vse odkljukano. Verjetno se načrtujete tudi sami popeljati z njo, takoj ko bo mogoče? Ne, jaz mislim, da je prvo potrebno poskrbeti za varnost in verjetno registrirati in vse ostalo, tako da, ko bodo vsa dovoljenja zbrana, to ne poznam, šele takrat bo možnost vožnje po reki Dravi. Ta ladjica bo marsikomu lahko popestrila ob pravi ponudbi različne priložnosti, od porok, od abrahamov, do različnih poslovnih in turističnih ogledov v mesta Maribor. Konec koncev bodo lahko zdaj občani in tudi turisti Maribor spoznavali iz reke, tako na levo in desno stran. Na nas v občini pa je, da še tisto svinjarijo, ki je ob reki Dravi, tudi zaraščanje, plevel in podobne stvari počistimo. Vse v tistem delu, ko je lastnik mestna občina Maribor. Bo ostala ladjica edina na Dravi ali lahko pričakujemo še kakšno drugo prevozno sredstvo? Občina tu ne more in nima možnosti omejevanja. Omejuje lahko samo v tistem delu, kjer je prevez, da zagotovi primerne preveze. Jaz mislim, da bo potrebno glede plovnosti in nekaterih stvari še veliko storiti v Mariboru in tudi mi načrtujemo eno rečno luko, pravzaprav neke vrste marine, saj za tiste ladjice, ki bodo kakorkoli v tistem danem trenutku na reki Dravi plovne in to mora biti urejeno. Osebno sem pa vesel, da je končno enkrat ta ladjica v Mariboru in da dobi svojo priložnost. Ne glede na to, kakšne neumnosti kvasi gospod Kost in njegovi privrženci v Ljubljani. Očitno smo v Mariboru prekleto postali moteči za nekoga na oni strani Ljubljane. Končno smo dočakali dan prispetja ladjice v Maribor. Tudi vodje že, kakšni so danes vaši občutki? No, veste, ne delaš tega niti ne vsak dan, mnogi niti enkrat v življenju ne, tako da zagotovo so to eni posebni občutki. Stvar je bila kar precej zahtevna, trajala je nekaj časa, vendar pa seveda občutek je prijeten, še bolj prijetno pa bo, če bomo seveda Mariborčane z njo navdušili in če bo Mariborčani sprejeli za svojo. Na koncu koncev to je namenjeno predvsem Mariborčanom, pa seveda tistim, ki prihajajo v mesto, bilo to kakšne obiski, turisti in podobno. Kdaj menite, bo lahko ladjica pričela svojo pot po Dravi? Torej, uradno z vsemi dovoljenji računamo, da bi nekje
Upamo, da bi nekje v začetku oziroma v sredini januarja, mogoče do konca januarja, uspeli dobiti vso dokumentacijo. Glavni dokumenti so vsi že pridobljeni, to je predvsem prevzem kvalitetni ladje oziroma verificiran, da je narejena tako, kot mora biti. Ostali pa so sedaj povezani predvsem z dejavnostjo na sami ladjici, se pravi z temi gostinskimi in podobnimi zahtevami, kar pač moramo pridobiti. Ampak upamo, da ne bo, rečemo temu, nagajanja. Kdo menite, si bo lahko privoščil vožnjo s to ladjico? Je narejena za običajnega Mariborčana ali kaj več? Glejte, ladjica ne bo z vožnjo komercialna. Bo zagotovo, če bodo kakšni posebni obiski ali kaj podobnega, seveda bo to nekaj stalo, če bo nekaj posebej si želel. Vendar pa ne mislim, da bi zaslužili ali pa služili z vožnjo. Vožnje bodo velikokrat slučajne, velikokrat, ko bo na ladji dovolj ljudi, če bodo želeli, se bodo peljali za isto ceno, kot bo pojedli kremšnito, da rečem, oziroma nič brez doplačila. Torej, ladja ni v osnovi namenjena služenju z prevozi, ampak predvsem kot lokal, ki bo funkcioniral in v tem funkcioniranju je vključen tudi vožnja daljša ali krajša, kakor pač bo. Kako dolgo bo Dravska vila ostala sama na Dravi? Ja, ne vem, mi imamo, to je drugi korak od 4, ki smo jih planirali na Dravi, ali bomo zbrali dovolj korajže oziroma ali bomo začutili, da je mesto pripravljeno sprejeti še druga 2 koraka, ki sta bistveno zahtevnejša in bistveno bolj drzna ali pa predrzna, to bomo videli. S tem, kaj se bo dogajalo z ladjico, na osnovi tega se bomo odločali o naših naslednjih korakih. Ste za ladjo že našli kakšne imenitne botre? Glejte, mislim, da je ladjica mariborska zgodba in da bojo botri mariborski. Nagovarjani so bili oziroma nagovarjali so nekateri, vendar pa menim, da je to mariborska zgodba in da če želimo mariborsko ladjico imeti, potem mora biti tudi boter mariborski. Maribor je dobil Dravsko vilo, ali bo kaj vplivala tudi na dogajanje v času festivala Lent? Jaz upam, da bo Dravska vila izkoristila dogajanje v času festivala Lent, ko Maribor obišče največ ljudi. Upam, da bo popestrila to dogajanje in zelo sem vesel in čestitam seveda lastnikom, da jim je kljub tej zimi uspelo Dravsko vilo spraviti v Maribor.